was clear. You were never sincere. You're only true, and you have no virtue. It's time to cut old ties. I won't be drowned in your lies. Gonna have to push a little bit deeper to bring me to my knees. Gonna have to push a little bit deeper to make me believe. Baby, you don't do me wrong. Now you made me write this song. It's time to cut all ties. You've got to cut all ties. You've got to cut all ties. I won't be drowned in your lies. Dobro jutro. You need to cut all ties. Ja, prerezati je treba vse vezi, je rekel Electro Deluxe. The message was clear. Če vam ni jasen, jaz sem tudi razložil to. Mogoče je pa na današnji dan bolj pomembno, da odrežemo kakšno rožico in dobimo kakšno odrezano rožico. No, jaz ne, bi se pa šikalo, da z moje strani pride kakšna lepa čestitka in rožica vsem ženam in vse čestitke za vaš dan žena, vaš praznik, ko naj bi se človek spomnil na žensko. Noro, a ne? A ja, včeraj pa jutri pa ni toliko pomembno, ne? Kao. Dobro, vse lepo in prav, lahko naredimo tudi dan žrtev narcizma, tega bi bilo verjetno veliko smiselno opozarjati, mogoče bi bilo smiselno narediti dan prepoznavanja matrice in dan izhoda iz matrice. Naslov oddaje sem imenoval Igralci zapuščajo oder. Ja. Tako, all the world is a stage, nas je opozoril Shakespeare, je rekel, cel svet je oder. In kamor daš pozornost, tja gre energija in večkrat sem vam že povedal, da kako sem se jaz izuzel, usporedno s tem, da sem bil izuzet. Precej noro je, ko parazit reče, zdaj se bom šel pa stran od tebe, zdaj te bom pa kaznoval. Ne, hvaležen sem, da so se stvari tako obrnile. Le v tistem trenutku, ko si izvržen, tega ne razumeš tako, torej te neka prizadetost, pa to se ti dogaja. Pa vendarle v tem trenutku, v zadnjih dneh in tednih opažamo, kako mnogo ljudi zapušča pozicije, namreč preko 100 zaposlenih v CIA je vrnilo značke, so rekli, mi se pač tega ne gremo zdaj več. Do zdaj je bilo the best, ko smo bili full hudi ka popar, zdaj, ko je pa Trump gor, pa tole pa zgleda pa kar dober švasa, pa najboljš, da mi kar gremo, pa na novem vidu, pa nismo nič krivi, kao. Narcisom se je začel mešati, matrica se sesuva in narcisom se kegla od tega, kaj ti nihče ne more biti več skrit in to so nič drugega kot akteri matrice, nič drugega kot tisti igralci, kot v Truman Showu, ko on prepozna, da je del simulacije, tam so začeli samo ljudje umikati in tudi verjetno v mojem krogu je veliko takih, ki so se odmaknili zaradi tega, ker so prepoznani bili, nekateri se še bodo, ker v bistvu nihče več ni skrit pred mojim detektorjem, zagotovo ne. Pa vendarle vse to lepo in prav in dobro, jaz sem pač se prebudil očitno malo prej kot ostali, jaz sem mislil, da bo ta val nekoliko drugačen, pa ipak ni, ampak vendarle včeraj se je zgodil, v teh zadnjih dneh se je zgodil en večji val prebujanja ljudi.
Torej, razkrivanje resnice je edini pogoj, da tebe odkatapultira iz cone udobja, da te odkatapultira iz te iluzije, v kateri si živel, misleč, da to ne štima, ono ne štima, vse ostalo je pa okej. Ko začneš raziskovati, v bistvu ugotoviš, da je all the fucking shit je matrica, ampak čist vse je matrica. In Suzana bi do današnjega dneva že lahko preko mojih sporočil tudi prepoznala, da je pravzaprav ta proces, ki ga pele Trump, svetovnega bicikla in to vpliva, njegovo delovanje vpliva tudi na Evropo. Vse to smo že obdelali in Evropa se bo razrušila s pomočjo Trumpa, s pomočjo Orbana in s pomočjo Putina se bo razturila tudi Evropska unija. Zaenkrat pa je svetovni general točno zvezdon Donald Trump, ki ga seveda ne marajo kolektivno, ne demokrati, ne narcisi, ne satanisti, ne satan, ne noben ga ne mara in jaz poznam enak občutek in kdor tega občutka ne pozna, potem je vsaka beseda o dušnicah in prebujanju in o vekningu čist brez veze. Mi smo bojevniki, ki v bistvu jedva, da smo živi, čudijo se, zakaj smo živi, glede na vse količine napadov, torej fizičnih, mentalnih, psihičnih, bom rekel, smer kampejna in kako se temu reče, witchcrafta, torej čarovniških pizdarij, vse to smo preživeli in te napade znamo odbijati. Zmaga nad to govnarsko matrico je to, da se dvigneš iznad nje in to je edina stvar, ki vas lahko odreši, dokler se iznad tega ne dvignete, dokler ste vpleteni v to, potem ste ujetniki te matrice. To verjetno bi že marsikomu mogel biti jasen, prav bi bilo, da se tega zavedate in vsak dan znova na plano prihaja več resnice, več razkritij, več exposura in seveda to na eni strani tistih, ki niso vedeli, zbuja what the fuck, na drugi strani pa tistih, ki so skrivali to, da se to ne bi videlo, je pa shit, kaj pa zdaj. In seveda teh reakcij se več skriti ne da in mnogim je izhod v sili zgolj to, da zapustijo oder igre. To je najmanjši del, ki si ga lahko zaslužijo glede na sramoto, ki jo bodo deležni. Torej, kdor danes odstopi iz igre, še ne bo tako zelo osramočen. Tisti, ki bo pelil igro naprej, to se bo od sramote po mojem zaguncev ali pa v zemljo ugrezno, ker ne moreš danes reči, sej ni nič. Kako ni nič, stari? Naštel ti je Trump enih 100 alinej, kam vse so leteli milijoni. A ti praviš zdaj, da ni pa nič? A tako praviš, da je? Da so označili Elona Muska za lopova. Kako lahko nekoga, ki lopova drži za krvadljico, označiš, da je lopov? Kdo je tle idiot? Kdo je tle prfuknen? Ta, ki hoče Muska označiti za lopova, bo sam sebe toliko zbrukal in so se že zbrukali in Trump je že fliknil iz kongresa in že začel jemati jim funkcije, ker so mislili, da so nedotakljivi, jih je že zbrcal ven iz kongresa, predvsem unga, ki mu je zagrozil s palco, zdaj pa ne morem tudi jaz vseh imen ne več imeti v glavi, ampak določeni ljudje so že odpuščeni, zapuščeni in odpikani in seveda tle se dobro vidi, kdo je bil del igre, kdo so bili igralci matrice. Matrični igralci imajo poseben jezik, poseben znakovni jezik, poseben način komuniciranja in vsem tem se mi veliko pogovarjamo, veliko je razkrivanja, kako prepoznati ta znakovni jezik, kako oni komunicirajo in kako delujejo in kaj jim je namen. Namen matričnih igralcev, torej če se spomnite Truman Showa, kaj je bil njihov namen? Oni so hodili v službo, zato da so v bistvu imeli tega reveža Trumana ujetega. Ves čas je bil on ujetnik in vsi so bili pravzaprav nič drugega kot stražarji matrice, da le Truman tega ne bi skontal.
In ko je to skontal, mu nihče ni mogel nič, ko se je odločil, da zapusti matrico. Enak proces je pri meni, zaradi tega sem včeraj lepo rekel, kva je banda, ne gre, ne, se me ne da spraviti na kolena. Vem, da ne gre in ne boste me, ker je Prežihov Voranc rekel, ne boste nas, nikoli nas ne boste. Ker se nas ne da in se nas ne sme, ipak smo pred zakonom Božjim, pa ipak le vsi enaki in kdorkoli misli, da Boga ni, tukaj smo, da dokazujemo, da je, kajti ne bi mogli biti sami toliko zaščiteni, kot smo s pomočjo višje, nevidne Božje sile. Ja, sila temačnih, ne, šef temačni, kopitar, hudič ali kakorkoli, Molok, kaj je še, Molok, Bal, vse sort imena ima ta satanist, satan hudičev, torej demoni, ki so naseljeni v ljudeh. To ni najvišja avtoriteta na zemlji. Na zemlji in v vesolju ima avtoriteto executive, kako se reče, divine creator, torej prvinski kreator. Po zemlji je znan pod imenom Bog, a ne? Ampak vsekakor je to sila, ki je kreativna. Vsako drevo ga ima v sebi, vsaka žival ga ima, le mnogi ljudje te sile v sebi več nimajo, ker so napolnjeni z demoni. In demoni so ljubosumni na vsakega, ki je avtentičen. Demoni so veseli, kadar človek uničuje sebe in druge, to je njim zadovoljstvo. In dajte se zavedati, da na tem svetu, v tem trenutku, mnogo ljudi, ki seveda noter ima iskro duše, a ne, še vedno zametek čiste duše, skozi preko demonov opazuje sam sebe in svet, da v bistvu je to res vse narobe. Duša noter seveda v ljudeh, ki smo ljudje, je, ampak zavedajte se, da je na tej zemlji mnogo NPC-jev, torej hibridov, ki nimajo lastne zavesti in so vodeni preko umetne inteligence. Zdaj marsikdo bo rekel, umetna inteligenca, nevarnost. Dragi moji, umetna inteligenca je med nami prisotna najmanj 50 let, najmanj, pa verjetno bistveno več. Tako da vse to so hibridi, ki so vodeni prek tega. Mnogo pa je seveda ljudi, takih kot sem jaz, navadnih, ki pa nismo vedeli, kaj se dogaja, pa smo nekako se v to matrico probali sklapati, pa se nekako nismo. Ne? Zdaj nekateri so padli v programe, v ujetništvo, jaz pač nisem v to padel, hvala Bogu. Mnogi ljudje so bili programirani, mnogi ljudje so bili za svoje delo plačani kot tisti igralci v Truman Showu, torej so skorumpirani in zdaj, ko smo ljudje začeli gledati in prepoznavati njihovo drhalarijo, so začeli oni odstopati iz tega odra. Zdaj ne samo na nivoju CIA, ne samo na nivoju korporacij, ljudje zapuščajo delovanje v odnosu do tega, da lovijo empate, da se ne bi prebudili. Kajti, ko se empati prebudimo, je njihova igra končana. Takole 15 minut čez 8 vam v sobotnem jutru želim dobro jutro prav vsem, ki ste prišli zraven, vsem 39 zunaj in vsem 15 znotraj in čestitke za 8. marec vsem ženskam, ker kakor razumem, so fantje odpeketljali, fantje so že zapustili odar masakrancije, zdaj ste ostale, sem še ženske, marsiktera med vami z upanjem, kako se me bo še kaj dal, kao da se me da omrežiti z ženskimi čari. Ne, meni se ne da ujeti več, jaz sem to že večkrat rekel. Ne, vsem bi želel, da se prebudijo in moški in ženske, empati, prebudite se, empati vseh dežel, združimo se v zavesti, v prepoznavanju. Nihče več danes ne more reči, da v bistvu nič ne vidi, nič ne dogaja, pa Trump je baraba. To je, mislim, da je Trump baraba, kričijo samo še pripadniki matrice, a je prav? No, tisti, ki reče Trump je baraba, ta je delavec matrice. A je prav? Tako da ne bomo pretirano študirali, ne? Ker oni v bistvu nikoli ne popustijo. Ne? Vsaj tih bi lahko bili, pa tudi to ne gre več. Suzana, praviš dobro jutro, pa Eva, pa Mojca, pa Tina, pa Urška, pa Tami, pa Suzana, praviš tako, da bi še bilo treba, pa Marina je uletela, pa Miha, evo Miha, moški.
Zdaj enkrat praviš dobro jutro, vsi Matej in vsi prisotni. In Nataša praviš, da hvala, ker obstajaš za resnico. Ja, en more obstajati, en more držati stvari v slovenskem jeziku na enem takem nivoju, da rečemo, alo, ljudje, zbudimo se. Ni to zdaj, da je tamle narobe, ker je Nataša Musar nekaj rekla. To je vse drhal povezano s kabalo in vsi, ki so za vojno, so za matrico, so del NPC-jev, so narcisi ali hibridi. Človek ne more biti za vojno, normalen človek ni za vojno, iz človekovih ust in duše se sliši, sem mir mi dej, te lepo vas prosim. No, una druga stran, torej narcis oziroma NPC, no ta je pa za vojno. In kdor v današnjem času pravi vojno, hočemo od oboroževanja Evropske unije, ne vem kva, to niso ljudje. Mamo, ne morate biti toliko zabiti. Ne biti toliko zabiti, ker vsak, ki je toliko zabit, v bistvu je obsojen, okategoriziran, identificiran, prepoznan, pripadnik matrice. Česa se bojijo pripadniki matrice? Biti prepoznani. Torej, kaj se zdaj zgodil? Šah, mat, pat, mat in šah, mat. Kaj se je zgodil zdaj z glasbo? Sekundico, Lucy me kliče, da ji odprem vrata, pridem propred nazaj. Evo me nazaj. Ja, biti del matrice je bilo, verjetno se je precej časa splačalo, zdaj pa verjetno se malo ne splača več, ker Trump reže milijarde in milijone za dan za dnem in biti koruptiven je vse ok, dok je denar. Kaj pa, kad denarja več ni, kaj pa pol tvoja koruptivnost, kaj še kaj... Nema više, kako že pizda, dobrotic za barabe, a ne? Dobro jutro, Matej, praviš Domen, pa Luka praviš dobro jutro, prelep dan. A pa se je, viš, glih pravim fantov, ni pa ste, odlično, se prosti, vzamem nazaj. Iris, praviš, da iščeš Boga, najdeš sebe, najdeš Boga. Ja, če ti je v interesu iskati, pogledati je treba široko, fajn je, če veš, kdo te brani pred tem, da Boga ne zagledaš, kdo ti brani stik z Bogom in tako oboje je potrebno. In dobro jutro, seveda, tudi Darinki in Leji in Suzana, praviš hvala, in Miha, praviš dobro jutro, pa Darinka praviš, načim ne bi dala odstopiti, naj prvo plačajo, potem pa pred sodišče banda. Darinka, zdaj oni sami odhajajo, misleč, da ne bodo kaznovani. Ja, veš, zdajle je vojna, po vojni se sodi vojnim dobičkarjem in vojnim izdajalcem. Ne? Nam se nikamor ne mudi, jaz imam za napisati debele knjige z imeni, barem ljudi, s katerimi sem bil v življenju v kontaktu in v kraja, v katerem živim. No problem, ne mudi se mi danes. Danes moram urihtati to bibličnost, to je tisto, kar me zdaj bolj ne sekera, ampak jo bom. Upam, da v naslednjem tednu imel s tem zaključeno, da se lahko posvetim malo drugim stvarem spet naprej. In tako... Ampak ni to zdaj tam, da grejo oni, to so aretacije močne, načeloma tudi sodelovanje, načeloma na white mailingu, o tem smo se veliko pogovarjali, ali boš pustil ljudem, ali boš nehal cenzurirati Facebook, Zuckerberg, ali greš v zapor. Pa je malo manj cenzure. Zdaj ne vem, zakaj je na TikToku še vedno toliko cenzure, to mi še malo ne gre čez, ampak bomo že zgruntali. Darinka je nič bat, vsak kriminalc bo dobil svoje batine, vsak, ki je dobil cash, tisti, ki ga ne bi smel, bo dobil svojo lekcijo. Nič bat, nič se ne mudi, v tem trenutku se mudi samo to, da vsak izmed vas naredi delo na sebi. Prebujanje mora biti vsakmu v tem času prioriteta. Kdor dela za matrico, gre v pogubo. Kdor dela na sebi, gre v zmago. To je vse, kar je. In v tem trenutku nimamo več, bom rekel, časa se delati neumenga ali pa čakati, da bo resnica prišla. Resnica je tle in kaj ste dočakali?
ste dočekali kaj. Jaz doživljam take stvari po čebuli, da za znort. Jaz bi to vsakmu prvoščil, jaz sem vam vse to že povedal, kako se do tam pride, malo morate še sami in tako. Če bi imeli razumevanja, bi o njih vi z veseljem pisali, delili, širili, obveščali in tako, ker tega pač ne počnete, pa mi dokazuje, da pač tega procesa še niste naredili, kar seveda meni kaže, da v bistvu ne rabimo mi nadaljevalnega tečaja, mi smo lahko še vedno v prvem razredu Radio MTK oddaja, te bom rekel, te čisto osnovne izhodiščne informacije za to, da stopite korak naprej. To je pa nekdo enkrat ukradil 10 let nazaj, tam enih 10, 20, 50 jurjev iz gradnje Velenskega, kvazi že imamo termoelektrarne Šoštanj, to pa že nima več veze. Mi se moramo prebuditi. Prebujanje je tisto, kar nas dela kreativne in ko se mi bomo zavedali svoje veličine, takrat je šele hudo. Jaz se zavedam, kdo sem, klinc se zavedam, česa vsega sem pa sposoben. Klinc, ampak vsak dan vem več, ne, to pa ja. Praviš, Zdenka, da hvala, dragi Matej, si naprej kot sonce. I absolutno ne nehamo in ne bomo prenehali, ker smo pravzaprav, če mene kdo kaj vpraša, še začeli nismo. Trump pravzaprav je na začetku svoje, ne? Čak, da mi zalafamo lokomotivo. Mi smo, kar se mene tiče, zelo močno povezani. Jaz nisem povezan z vsemi ljudmi, jaz sem povezan z ljudmi, ki v bistvu korakamo pot z namenom utiranja te primarne poti, kamor gremo vsi, kamor gre eden, gremo vsi, kdor ne gre z nami, bo pač šel v pogubo in med nami bo mnogo ljudi bo začelo umirati. Meni verjemte, tega bo ogromen, mnogo ljudi ne bo prenesel tega, misleč, da bodo rešeni, ampak ne bom šel tja noter, ampak boljš bi bilo odpustiti vse od sebe in sebi in drugim in stopati na pravo pot spreobrnenja in pot dviga v zlato dobo za vse. Mogoče na momente deluje, kada je temačnost vse močnejša, vse večja, ampak ne se bati, temačnost ne narašča, temačnost ni nič drugega kot prepoznana. Koliko medijskih hiš je bilo podplačanih, s kakšnimi zneski, vse to nam odkriva Trump oziroma Dovš oziroma Elon Musk, vse to prihaja na plano, zdaj kdor tega noče videti, pač ne, zdaj mislim, če hočeš videti, kaj se dogaja v svetu, pa kar moraš pogledati, kaj se je v kongresu zgodilo v 4. marca, ne? Vse so prevodi, na YouTubeu je vse, če češ je prepis tega, če češ, pa veš, ne? Zdaj kdor pa noče vedeti, pa seveda nič ne najdem, nobenega govora, nobenega teksta, pa toliko sem štrcele, sem kuharski recepti padajo. Je treba odeliminirati, stari band, tisto, kar vas ne uči, kar vas straši na TikToku, na Facebooku, na Instagramu. Briši, reži, blokiraj, umakni, stari, tako kot mene umikajo. Ne? Tudi vi morate izbrati, kaj želite poslušati, to je predpogoj, a ne? Stavek praviš, Eva, Trump je baraba, je hitri test prepoznave. To tako, pa smo spet mi na v bistvu tem hitrem testiranju, samotestiranju. Ti srečaš, ti pa živijo zdravo, kako si, kva, za Trumpa si, ali ne? Ti baraba, ok, ajde, kar vstanem, pa grem, stari, se nova nič pogovarjala. Ni škoda cajta energije in nimaš tazga človeka, ok, prepričati, ker on je že prepričan, ne? On je proti Trumpu že od prvega dneva, zaradi tega, ker to Trump, pa jaz, pa taki ljudje rušimo njihovo igro in seveda smo zaradi tega logično osovraženi, napadani, masakrirani, zatemnjeni, oblateni, zaradi tega so o meni in o Trumpu in o vseh prebujenih stresali tolkenih laži, oblatili ime, ne vem kva, za znort, zaradi tega, ker smo grožnja tej skrivnostni igri, ampak skrivnost ne more obstajati za večno, resnica sama sebe ne rabi promovirati, laž je tista, ki rabi vzdrževanje. Čak, nekaj sem napisal v tej smeri, bog si ga vedi kam. Čakaj, ne, imam? Ne vem, nekaj piše, sam ne vem kva. Čakaj. Tajiti resnico je greh, govoriti resnico ni greh. Govoriti resnico ni greh. Tajiti resnico je greh. Govoriti laži je greh. Govoriti resnico ni greh. Tu če človek malo razdela, dobi svašta.
pa smo stati. Dobro jutro, praviš Marjana, Mateju in seveda vsem Levinjam. Ja, absolutno tudi tebi, Marjana, dobrodošla in seveda Polona, praviš dobro jutro srčnim in prečudovit dan žena vsem čarobnicam. Tako je, ne zoprnicam, ampak čarobnicam, to je to, tudi mi imamo pri nas čarovnico Uršulo, to ni coprnica, ampak je čarovnica. Od nekdaj bila in zavedno bo, ne glede na to, koliko ljudi se trudi jo imenovati coprnica, ker ni. Tako kot se mnogi trudijo Butalce prikazati neumne, tudi pri nas, kaj tacga. Dobro jutro, sobotno jutro želim vsem srčnim, praviš Zvonka in Sabina dodajaš dobro jutro vsem, ki veste, zakaj zapuščamo temni cirkus. Ja, treba je zapustiti temni cirkus, to je precej grozno, masakrancija, to je spooky circus. Praviš, Miha, da si tudi ti lev. Miha, me veseli, daj pokaži nam, kako si ti kaj lev, da vidimo, s čem se ti boriš, s čem se srečuješ, daj nam kakšno istočnico, kakšen nasvet, kakšne imaš ti izkušnje, oziroma kakšen nasvet, da se ne bi kdo kaj zataknil in tako. Kaj je pa Čungalunga pri letu? Čungalunga? Ja, to bo zdajle. Me zanima, kje boš pa, če pride kdaj do vojne, nas boš ti branil, vse vemo odgovor. O Čungalunga, ti si pa en butl, ti si vojna ena sam po sebi, imaš vojno v sebi. Prvo, kar je, ne moreš se pokazati ne z imenom, ne priimkom, ne sliko. Če bi bil kaj odprte glave, bi vedel, da Rusija nikoli ni nikogar napadala, da je Ukrajina del Rusije, ne? In da v vojno te pihajo zgolj tisti, ki so te v to sprogramirali. Janša, Golob, Musarjeva, ker morajo biti pokorni, hitlerski von der Leyenovi, ki jo ni nihče izvolil. Čungalunga, maš zdaj. Čungalunga, ali te kar blokiram, ker takih butlov v bistvu pravzaprav ne rabimo prav dost imeti v bližini, a veš. In vojne, kdo nas bo branil, s čem pa, ljubi Bože, pomozi. Ne s takimi bedarijami ven hoditi, mislim, sam to pokažeš kam, koliko imaš kapacitete, mentalne širine, koliko imaš živih celic v glavi in kaj v bistvu ti je namen, v bistvu posmeha, ne boš ti branil, ta gniloba vaša, prfuknana, nedojebana. Veš, tega sem jaz toliko sit in upam, da vam s takim primerom, ko pride Čungalunga, tudi vam vsem ostalim pokažem, koliko je to debilana stari na tem svetu in taki debilanci ima, da zapustijo odar, ker v bistvu ne znajo niti komunicirati več. Včasih smo se v to spustili, pa nekako zatikali, pa ne vem kaj. Danes enostavno, jaz se ne bojim neumnemu reči, da je neumen, ker očitno sam ne ve. Ne? Zdaj mogoče pa bo Čungalunga itak sestavil, da je zabitek, da je zapeljan. Konec koncev sem milijonkrat rekel, ne to govoriti, ampak jaz ne moram več nobenemu reči, ti si pa zapeljan, sprogramiram. Ne stari, zabit si stari. In prznej si to, da zabit, pa smo pa lahko naprej pogovarjali. Ne pa mi z zabitostjo pamet soliti, to pa ne morem dovolj. Ne? Normalni ljudje, stari, si damo mnenje in tako, ne pa da smo posmehljivi. Čungalunga, stari, tebe ne bi nikjer najdu, stari. Te še po imenu ne morem poklicati, stari, ker si skrivač. In vse te skrivače čaka streznitev. Ja, o tem se pogovarjamo že 3 leta, oziroma knjiga Razodetja o tem govori že 2000 let, če je stara 2000 let. Ne? In knjiga Razodetja je v bistvu zadnji chapter Biblije, ne? To je zadnje poglavje Biblije. Od tam naprej ni nič, od tam naprej smo pa zdaj. Janez, sončno jutro, damam pa čestitke in pozdrav vsem, tako je, naj bo 8. marec tak, kot se zagre. Vojna je pa vedno naročena iz strani temnih, tako je. Butalci niso delali topov, a ne, Angleži so to delali, Angleži so imeli ladjevje pa topovje. Pogani niso nikoli bombami kamorkoli šli. Torej, vojna je ideologija temačnih. Velika moč človeka se kaže v tem, kako vojne kako vojno zadušiti. A ne? In to dela Trump in Putin skupaj. Kdorkoli zdaj trdi, da je Putin agresor, je tako, kot da bi rekel, Trump je zabit. Isto. In to so pač nasprotniki miru. To so v bistvu sovražniki. Sovražniki miru, ljudje, ki so znotraj sebe mrzli. Eni so NPC-ji, drugi so narcisi. Oboji so nevarni. Oboje je to toksično, oboje je nam sovražno. A ne?
In z vojno, praviš, Sabina, ustvarjajo kaos med ljudmi in priložnosti za krajo ter sirote, da se potem z njimi lahko nažerajo na veko v veke, a ne, v svojih obredih in ritualih. Bemtiš. Sabina, praviš, da vojni dobičkani so istočasno snovalci konfliktov, naročniki vojne z namero žeti, kar ni njihovo. Tako je. Žeti, kar ni njihovo, to je ideja. Ukrast, vojna ni nič drugega kraja. In če mene kdo kaj vpraša, če kraja ni legalna, kje pa je vojna legalna? Kdo v bistvu daje von der Leyenovi in, bom rekel, našim slovenskim predstavnikom, ki so toliko za oboroževanje, kdo jim daje kakršnokoli, kako se reče, potrditev ali pa priznanje ali pa karkoli, da je vojna legalna. V mojem imenu jaz ne želim enega samega centa dati v vojaške namere. Ne, ker do zdaj v bistvu nismo s tem orožjem nič drugega naredili, kot sem dal smo ga nekomu. Kar neki, brez veze. Mislim, ne brez veze, bože ne dej, vse te stvari je treba ustaviti. Ja. Miha, praviš, da o mnogih stvareh bi se še dal debatirati, od gradnje konstrukcij do tega, zakaj plačujemo elektriko. Seveda, kaj pa o prebujanju, Miha? Kako pa dojemaš prebujanje, dvigovanje zavesti, širjenje zavesti, prepoznavanje lastnega sebe, matrice, bom rekel, astralnega dela? Zdaj, koliko vse so naredili narobe, je, se pravim, Miha, še enkrat utopično zdajle. Tako, kot praviš, mnogo bi se dal debatirati. Bejt je nič drugega kot ugrizniti, a ne, bejt te povabiti na neskončno stvar in kako je narejeno, zdaj lahko midva debatirava en teden, rešila nova pa nič. Če pa se pogovarjava o narcizmu, pa zna biti, da boš naslednji dan se kje z narcisom srečal in boš znal pravilno reagirati. Da boš ugotovil, da je mer tisto, kar je treba v sebi čuvati in kako ga čuvati. In take debate so smiselne, so plodne in imajo namen. A ne? Tako da to so tiste stvari, o katerih je smiselno debatirati, Miha. A ne? Torej, mislim, nima smisla zdaj, kako so bile konstrukcije, gradnje in to vse sort. Zakaj plačujemo Nikola Tesla, vse sort, vse. Alright, praviš, Luka, da bravo, Matej, tako je, me veseli. Imeti iluzijo, da smo empati vedno na dosegu za reševanje težav, ki jih drugi ustvarjajo z neumnostjo, je mimo. Tako je, empati nismo več na voljo za reševanje konfliktov, ki jih ustvarjajo načrtno, da bi nas pritegnili v to, da smo blizu njih, da so nas oni lahko črpajo, oziroma da nas imajo v fazi, da mi ne prepoznamo naše veličine, da se ne zavedamo naših darov, naših veličin, naših kapacitet, a ne? In čas je, da se prebudimo, a ne? Dobro jutro želim vsem 4 minutke čez 8:30. I just want you to know that I'll be there. Kadar boste padeli v nizko, I am here. Don't worry, just be happy. Monika, tudi tebi lepo pozdrav in dobro jutro. Čungalunga iz lukne ven kriči, kdo bi me branil. Tako je, evo, bravo Polona, dobro si nagruntala. Čungič Lungič nam je pokazal, da rabi on obrambo in mnogo ljudi zdajle ugotavlja, da jim nihče več ne krije hrbta, kot je bilo to značilno desetletja, stoletja in tisočletja. Ugotavlja, da dinarčkov več ni, izdajalci sami sebe pustijo. Pika. Ti rdeča pika brez imena, frisa in vsega, ti si ena palačinka. Ti sam dokazuješ enako debilanov tvoje čebule, a ne? Da je Trump baraba, pa Putin agresor, pa zemlja je palačinka. Ti si nisi razdelal 2 do 3 mm mentalne širine in v bistvu kažeš posmeh in ustrajaš pri svojem verovanju. Veruj zaradi mene, v kar češ. Da se boš pa norca delal, se pa ne boš prav dolg. To pa ne, ker nespoštovanje je pa nekaj, kar v bistvu jaz imam ničelno toleranco in stisnem tipko blok nemudoma, a ne? Pri stališču palačinke, jaz take idiote v bistvu odbijem, tako da boš razumel. Ker posmeh izkazuje vašo debilanskost. Če ti se vrtiš na kugli, stari, se mi zdi, da se ti precej po glavi vrti, ja. Malo se zavrteli po čebulci.
Ljudje z vojno v sebi zagovarjajo vojno hujskaštvo. Ja, res je, se strinjam, vojno hujskaštvo gonijo tisti, ki imajo vojno v sebi in tudi ta neka pika rdeča, ne, pride v bistvu iskat konflikt. Ne. In konfliktnost je v krvi tistim, ki nimajo empatičnosti, empatije, ki so izgubili empatijo. Empat znotraj sebe ne išče konflikta, on je reševalec konfliktov. Ne? In torej mi smo verjetno že toliko odprli oči, da vidimo, da kdo kreira konflikt v vaši neposredni bližini, v partnerstvu, v familiji, v prijateljstvu, v službi, v mestu, v štacuni, na cesti, v državnem nivoju, na evropskem nivoju, na svetovnem nivoju. Vidimo, kdo išče konflikt, pa kdo išče mir. Ne? Taki palačinkari, oni ne pridejo iskat mer, mi se pogovarjamo o tem, da igralci zapuščajo oder, zato ker že veliko vemo, on se pa še vedno na kugli vrti. Ne? Mislim, kje je on, stari? Mi smo od včeraj do danes nekaj nagruntali moža, kar se pa še vedno na kugli vrti in pride provocirati, če živimo na palačinki. Ti se kar na kugli zavrti, samo moram pa stisniti tipko blok, zaradi tega, da ne bom še kdaj izgubljal kakšne nepotrebne besede. A ne? Monika, dobro jutro in kaj je še tle rekla nam Marijana, da ljudje z vojno v sebi zagovarjajo vojno. Tako je, kdor v sebi nima miru, seveda želi nemir tudi drugim. Ne? Zvonka pa dodajaš, da v vojni eni zelo obogatijo, tudi zato si jo želijo, tako je. Ampak pohlep teh, ki imajo vojno v sebi, oni imajo najprej vojno v sebi, potem pa imajo željo po materialnih dobrinah, zaradi tega, da bi kučaš umirili svoje notranje stanje. In gre seveda za krajo. In vsaka vojna je nič drugega kot dobičkarstvo in seveda mi od te vojne ne bomo nič pridobili, ne. Kvečem mi kot posameznik, kot človek, ki od vojne v Ukrajini Slovenija ne bo dobila nič, razen Nataša Musar, mogoče kakšen bombonček ali pa ga je že in zaradi tega mora tako govoriti. Tako kot je marsikdo od teh skorumpiranih ljudi dobil vnaprej plačano, Satan vnaprej plačuje in zdaj mora zagovarjati nekaj, kar v mojih očeh izgleda kapitalno idiotsko. Ne? Ampak ok, to je spet poglavje zase. Sabina, ko ni več drame v nas, je ne želimo gledati okrog sebe in se nas ne tiče, ni naše, da rešujemo dramo, ki je nismo zakuhali. Tako je. Miha, praviš, da si hotel reči, samo znano je, da se iz konoplje da narediti hišo. Miha, zdaj jaz ne vem, kako bi tebi dopovedal, kje se mi nahajamo v debati. Da se da hišo narediti iz gline, iz konoplje, iz pizde materne, to mi že vse vemo. To, da zemlja ni kugla, tudi že vemo. Zakaj so piramide gradili, me boli kurac. Jaz samo gledam to situacijo okrog nas, kdo ustvarja nemir, kdo dela dramo. Mi se pogovarjamo o preporodu, mi se pogovarjamo o dvigu zavesti. In kdor je dvignil zavest, je že prešel čez te, kako iz česa se da graditi. Tako da bi bilo fajn, če se priklopeš to vrstni debati, ker to je zdaj približno tako. Prišel si na faks, kjer se pogovarjamo o fiziki, ti pa si zdaj prišel s tematiko, da voda zavre pri 100 stopinjah. Mislim, na lepi, plavi Donavi. Kaj pa imamo mi z Donavo? Ja, Butalci nekaj imamo. Cerkniško jezero je začetek neke vode, ki gre v Ljubljanico, Ljubljanca gre v Savo, Sava gre pa v Donavo, Donava pa v Črno morje. Torej, tudi po Donavi pluje verjetno moja cokla, ki je odplavala, ko sem
zakuril te hudičevo maškaro na pepelnično sredo, tudi to je del procesa. Klinc, če se rodiš v mestu mask, včasih je bilo to mesto pravljic, no ja, še vedno se oglašuje, čeprav je več hudičev kot pravljičnih biti, a ne. Jaz za moje pojme hudič ni neko pravljično biti, ampak hudo realno biti, tako da niso to več pravljice, a ne, je zelo resnično vse skupaj, ampak skozi pravljice pa je veliko resnice, skozi prispodobe, simboliko je ogromno resnice, se da povedati zgolj na tak način in tle je potrebno zato, da prožimo malo domišljije, da vemo, da kača lahko predstavlja dvoje in pač ta svet dualnosti, v katerem smo se znajdeli. No, ampak mogoče že percepcija je tisto, kjer sem končal, da znamo pogledati stvari iz dveh kotov. Ko nekdo reče, Trump je baraba in ti rečeš, ja, jaz tudi verjamem, da je Trump baraba, to pomeni, da nisi naredil nobene niti najmanjše raziskave in nimaš lastnega mnenja in nimaš lastnega pogleda na stvari in torej nisi vzel neke druge percepcije, zakaj nekdo tako govori, pa ker vendarle bi nekje morali že vsi do današnjega dneva vedeti, da mediji lažejo, da mediji so lažnivi, ne glede na to, ali poslušaš ti katerikoli nacionalni radio, komercialni radio, televizijo ali pa Zeitung. Vse to je medijska bomba, ki nam nakazuje, da v bistvu oni lažejo, se so podkupljeni in skorumpirani in zato imamo dokaze in logična razmišljanja, ne. Pa vendarle, mnogi še vedno ne grejo v to, še vedno verjamejo znanosti, še vedno slepo verjamejo, da tisto, kar jim je nekdo rekel, drži kot pribito. Jaz vas spodbujam k raziskovanju, k razmišljanju, k poglabljanju samemu vase, k temu, da ne verjamete ničemur in nikomur na prvo žogo, vključno z mano. Ne rabite meni verjeti, preverite sami. Sami naredite raziskavo. To ne pomeni, da zdaj ne boste verjeli meni, pa boste verjeli Štefki ali pa medijem, ampak gre za to, da sami pridete do spoznanj in tako. Ampak moje spoznanje je, da igralci zapuščajo ta oder, na katerem so igrali, medtem ko mi, ki smo empati, ki smo bili v to igro vedno nekako pod pretvezo povabljeni, porinjeni, zavedeni, da smo v to igro vstopili, mi pa smo izstopili že en čas nazaj. 0-0 me veseli, da se smeješ, kaj pa to pomeni, pa bi tudi rad vedel, ker teh hieroglifov emojijskih, iz tega se da razbrati precej dvojnosti. Jaz recimo razumem posmeh in posmeh spada v kategorijo nespoštovanja, nespoštljivost pa jaz blokiram nemudoma. Zdaj, če mi boš objasnila 0-0, da ne gre za nespoštljivost, se vam naprej pogovarjali, sicer pa te blokiram. Prav, ker veš, to nizkotnost, zdaj se to več ne grem. Enough, dosti je, ne? A imamo? Treba je ljudi prepoznavati, posmeh in nespoštovanje, a ne? Sabina, praviš, da bi bilo fajn, da bi dojeli, da vsi ti, ki so nas do sedaj vodili, nas vodijo namerno narobe. Tako je. Ko bomo spoznali to, da so nas do zdaj vsi vodili točno v narobe, takrat smo v bistvu na dobri poti, da prepoznamo vse njihove pajdaše. In vsi ti pajdaši, a ne, bi zdaj radi nekako kar malo spizdili pa rekli, ne, se jaz pa nisem bil nič zraven, ampak ne bo šlo. Ti ga, ko odhaja, ga vidiš, da je bil umazanih prstov. Načeloma, kdor je bil za resnico prej, zdaj samo še bolj ponosno stopi vnaprej in reče, prav sem imel, že takrat, a ne, od začetka sem imel prav. Kaj je tale 0-0, tebe treba blokirati, praviš? Dobro, kakšna slika negravžna, orka dindijo. Da vidim 0-0, jup, tako ja, blokirati, a ne, tako, dobro, ne gre, komunikacija ne gre, ker seveda mora tudi mentalni domet nekako biti, da človek lahko napiše kaj več kot dobro jutro, a ne, oziroma da z emoji pokaže svoj mentalni domet, medtem ko je vsak dan toliko razkriti, o katerih bi se lahko pogovarjali v nedogled, medtem ko bi lahko dojeli, da v bistvu vsako naše srce je del nekega večjega srca, torej mega srca in to je tisto, kar moramo dojemati, a sovražnik, mrzlik, tak, ki je svoje srce, svojo dušo zatavšal, tega ne more niti dohvatiti, niti dojeti, niti začutiti, a ne?
Tlele imamo, to si super povedala, Sabina, da bi bilo res fajn, da bi dojeli, da so vsi, ki so nas do zdaj vodili, peljali namerno v narobe. Ta zadnji, ki nas je peljal prav, je bil, kar se mene tiče, Josip Broz. Ta verjetno je znal zelo dobro igrati oziroma plesati po sredini, da je ljudem dajal, med tem, ko je globalistom dajal občutek, da je na njihovi strani in tako. Jaz mislim, da je glih zaradi tega bil lahko tako uspešen in on je večkrat opozoril, ne pozabite na bratstvo in enotnost, in je bil zadnji, ki je znal zvezati te narode, in da to zvežeš, moraš biti zvezdon, da pa to, kar je ta zvezdon Tito naredil, razbiješ, rabiš pa veliko lopovov nesposobnih, ki v bistvu znajo samo uničevati, ne, in krasti. In tisto, kar je Tito naredil, pravzaprav se je po jugi in po Sloveniji v bistvu razprodalo, podrlo, frderbalo, uničilo, nacionalizirali in tako naprej. Skratka, ne denacionalizirali, nekdo je pač kupil in tako naprej in se s tem olomastil, ne. Vse to je kraja, vse to je prevara in naslednji, ki nas združuje, je zagotovo Trump in Putin in vse to spada v kategorijo galaktične federacije. Kdor tega ni sposoben dojeti, jaz verjamem, da ne spada na stran empatov, bom rekel na stran prebujajočih se, ne vem, kaj točno se bo zgodilo s temi ljudmi, ali bodo končali v 15-minutnih mestih, ali se bodo zaguncali, ali bodo zaradi pomanjkanja energije dejansko pomrli, ne bom o tem špekuliral. Rad bi, da se prebudimo ljudje z zavestjo in to zavestno užgemo in se prepustimo poljem neznanih frekvenc, ki jih pač ne razumemo. Še, ne, jih pa bomo. Slejko prejko brško ne. Zdaj pač tako je. Good, bad and ugly je moment, da moram imeti jaz. Si obrizati nos, druga nimam. Situacije, ko resnica prihaja na plano, so mnogim možnost in, bom rekel, korak ter z druge strani trigger, da se prebudijo v resnico. Mene čudi, da se do zdaj ni zgodil trigger pri ljudeh, ko smo se začeli pogovarjati o adrenokromu in spolnih zlorabah otrok. Da to nekomu ni dovolj velik trigger, da bi se spustil v raziskovanje resnice, je res noro, kako daleč morajo stvari peljati. In kako daleč morajo stvari peljati, smo 5 let kasneje tukaj, kjer smo, in v bistvu se čudimo, kako je možno, da ljudje se še vedno delajo neumenga. Noč nisem videl. V isti sapi pa verjamejo vsaki kvaki, ko jo slišijo o meni, da kako sem jaz pač, ne vem, vse sem vam že povedal, kaj se o meni govori, in da v bistvu na kakšen način vse povsod me blokirajo, tišajo, umikajo. Urška je celo najdla, da v bistvu so moje objave na Facebooku vse zatemnjene zaradi tega, ker sem pač vam zelo nevaren. Ne, nisem nevaren vam, nevaren sem matrici. Matrica ne želi, da se prebudite. Mislim, jaz nimam tle nobenega metka v roki, sem zavest širimo in že je to nevarno matrici. A ne? Torej se moramo zavedati, da samo z razširjeno matrico, v bistvu še razširjeno zavestjo, matrica razpade. O tem smo se večkrat menili, a ne? Čaki, moramo tle pogledati nazaj, kaj ste ful dobro napisali, še Marina je dodala, praviš, medije skrbi, ker toliko mladih gleda in posluša družbeno omrežje in so zavedeni. Ne poslušajo resnico, ki jo govorijo mediji. Medije skrbi, še enkrat, tole si dvoumno napisala. Medije skrbi, ker mnogo mladih gleda in posluša družabna omrežja in so zavedeni. Ne poslušajo resnice, ki jo govorijo mediji. Mediji ne govorijo resnice, ne?
mediji nikoli niso govorili resnice, to vemo vsi, ne? Tako da zdaj mladina pa načeloma se s tem sploh ne ukvarja, oni živijo v neki svoji realnosti, v svojih raziskavah, to je tisto, kar v bistvu pa mnogi izmed nas ne moremo, pa tudi njih ne dojeti. Zdaj eni grejo v totalno brezbrižnost, spet drugi grejo v totalno virtualnost, torej te igrice in to mnoge ljudi odpeljajo čist napačna pota. Zagotove pa medije skrbi, ker načeloma jim je bilo the best, družbeno omrežje pa bomo vse kontrolirali, ne boste, nič ne morete kontrolirati, socialna omrežja so v bistvu šele končno odprla pot do resnice, vsaj jaz sem dobil ogromno znanja in informacij ali pa iztočnic za raziskovanje točno na družabnih omrežjih, pred časom več Facebook, zdaj pa mnogo več TikToka, ne? Zvonka pa praviš, da si 5 let nazaj pri cepljenju prišla v konflikt z ljudmi, sedaj pa pri Trumpu enako se dogaja. Ja, tako je. In tisti, ki se ukvarjajo s posiljevanjem cepljenja, ki se ukvarjajo s tem, da je Trump baraba, mi s temi ljudmi ne želimo več stopati v konflikt, zaradi tega, ker jaz osebno si konflikta ne želim, kdor želi se lahko z mano strinja, kdor se ne želi z mano strinjati, mu z veseljem ponudim odhod, nobenega ne bom v nič prepričeval, ker se zavedam, da v bistvu gre za nekaj, kar se ne da prepričati. To je tako, da bi hotel kuro prepričati, naj bo zmaj. Ne vem, da bi hotel, pač gre za drugo vrsto. Enostavno, kdor do danes ni dojel ne cepljenja, ne medijev, ne Trumpa, pol je škoda. Je škoda besed, pustimo jih zadaj in enostavno nima smisla. Vsak izmed nas ima mnogo dela na sebi in kako do tega dela na sebi smo se večkrat pogovarjali, vizualizacija in tako vse sort spada zraven. Miha, praviš Sabini, da misliš, da oni niti nočejo dojeti tega, saj je njihov namen že od začetka časov to. Evo, to je to. Ne moš ti kura prepričati, ne dojame, da je kura. Ne moš ti neumen mu dohvatiti, da je neumen, če pa neumen in ne dojame, da je neumen. Torej gre za neko drugo vrsto, prva vrsta, druga vrsta, oni bi bili to, kar smo mi, pa niso. Oni imajo v sebi sovražnost, konfliktnost, vojno znotraj sebe in ne moš jih prepričati, ne imajo mer, če pa je njihovo naravno stanje v bistvu kaos. Ne? Tako da ne da nočijo, ne morejo, ne zmorejo, pač nimajo kapacitete. Avto je avto in ne moš ti avto prepričati, ne bo kamion. Enostavno pač ni to ta ista stvar. Ne? Ako na ven zgledajo kot ljudje, niso. Sej tudi zebra pa konj, nekako že, kateri dve živali že precej podoben zgledate, pa nista ista žival, ne? Ne vem, nima veze. Skratka, oni zgledajo kot ljudje, sam to niso, ne? Eva, praviš, da mi smo projektor, kako vidimo svet okoli nas, in pride iz naše notranjosti. Dvigniti se iz tretje dimenzije je iskreno delo na sebi, ki pa prinaša drugi pogled in občutke, predvsem pa perspektivo. Ja, delo na sebi je tisto, kar v bistvu v nas sproži najvišjo vibracijo in to je avtentičnost. In avtentičnost pravzaprav moramo prepoznavati, kajti do zdaj nismo mi prepoznavali lastne avtentičnosti, še celo drugače. Čim smo mi bili avtentični tako po izražanju, so nam rekli, dej ne bo toliko občutljiv, dej malo se umer, kva pa skačeš po luftu. In tako, mi avtentičnosti sploh nismo mogli živeti zares v tem svetu, ker nas je vedno pri izražanju avtentičnosti overal, ker so se zavedali, da če bomo mi stopili v našo avtentičnost do popolnosti, potem se njihov svet scrambla v drobtine. In to se dogaja tukaj in zdaj. Jaz sem se prebudil malo prej, eni se pa imajo zdaj v zadnjem tednu kar precej bitke s samim sabo, kajti ljudje, ki nosijo strah, niso v lastni moči. Strah pred čem? Strah pred tem, da bodo prepoznani, da so igrali narobe in da so igrali kontraigro. To, da so delovali za kontrapol. Jaz ne morem pomagati. Vse gre iz notranje perspektive, pa dodajaš Marjana, oziroma Evi, res je, iz notranje perspektive se stvari začnejo in tudi svet je treba pogledati z drugačnimi očali, a ne? Dodajaš Sabina, nikomu ni treba trpeti na tem svetu in to moramo ozavestiti, pa bomo dojeli celo igro, ki se imenuje Trpi.
čuti i pati. A je to tako? Čuti i pati, ne? Tih bod pa trp, to je težko, življenje ima, da trpiš. Pa ni treba, nikomor ni potrebno trpeti in blaginja prihaja za vse, obilje za vse, ne bo več ne sovraštva, ne vojne, ne orožja. Vse to bomo eliminirali. To so zadnji poskusi, kjer skuša Evropska unija s svojimi podrepniki nekako pripeljati to vojno v ospredje, ampak jaz mislim, da vsakmu razumenemu je jasno, da Evropska unija nima izvoljenega predstavnika, nima narodne zavesti, nima enega samega vojaka. Lahko si jih sposodi od Slovencev, Francozov, Nemcev in tako, ampak svojega vojaka nimajo. Mislim, si predstavljate narodno zavest ruskega vojaka, ki brani svoje ozemlje. Jaz mislim, da to ni isto kot plačanc, ki prihaja na teritorij Rusije. Ne? Rus pozna vsak kotiček, vsak izver, vsak hribček, vsako lukno, a ti boš zdaj pa šel, kaj pa pamet jim solil. Ne boš. Mislim, sej Putin jim je lepo rekel. Pripravite se, če mislite prideti stari, se spomnite Napoleona, kako se je njemu končal, ker tokrat ne bo naš drugače. In jaz mu globoko verjamem. Pa to je spet sem logično razmišljanje, a ne? Miha, praviš, da ljudje pač ne raziskujejo sami, ker živijo v coni udobja. Kar jim po TV-ju povejo, to je za njih svetinja. Ja, kar ne imajo. Mislim, ampak ta cona udobja, to še ni cona udobja, oni so zdaj v coni neudobja, ker v bistvu vse, kar so jim mediji povedali, ne drži. Ko mi čakam tisti dan, ko jim bodo mediji, pa se jim že povedo. Sej mediji jim že marsikaj povedo. Načeloma je bilo včeraj na 24ur.com sem ujel, je preletel mi članek, da ljudje, ki so pozorni, zaznajo vsak detajl, kako je Melania z ustnicami naredila. Tako, to pa že vse vemo. Pizda materna genocida pa ne vidiš, še bem ti mater šugavu, stari. Ne? Je to pa so zaznali, kako je z ustnico naredila. Pizda vam je materna, stari. Ti rekel, da genocida pa ne vidiš. Jo, noč ni videti, je bem ti mater, stari. Vidiš, kar pač hočeš videti, ne? In torej ljudje so kontra nam in tisto, kar pravi, da se nič ne dogaja, je anti-mer. Mamo, nič ne vidimo. Ma vidim jaz pol, vidim, da si na drugi strani. Pa se nehajmo bockati. Spiritualna vojna je. Ki se dogaja že tisočletja. Zdaj, ko sem jo pa jaz prepoznal, je pa vsem narobe. Zdaj, ki jo Trump začel premikati, je pa vsem narobe. To pa je pa grd, ne. Ni grd, stari, odjebite psihopati, ne. Na nivoju temačnosti. Ne nuca se ti delati neumnega. Kdorkoli se pač dela neumnega, pa gleda televizijo, dela kar če, stari. Samo oni, njim je to varovalka. Da bodo mogoče pa jim bo kaj oproščeno. Ne bo nobenemu nič oproščeno. Jaz sem oprostil vse, pozabil nam pa nikoli. Imam cajta napisati imen ogromen. Ja, nas praviš, da kdor v teh 5 letih ni naredil koraka naprej, ga tudi ne bo. Tako je, ker ga nima ma ne. Game over, ne? Pa večkrat sem že rekel, da je game over. TV je programaža, praviš Sabina, in uvajanje v igro past, kjer se propagira strahovlado, tako je. Propaganda strahovladja in propaganda kaosa, drame in izkrivljanja informacij. Predtem je to delala religija, pa časopisi, zdaj pa imamo to v vsakem žepu, v vsakem domu imamo kišto, ki uvaja program, a ne? Ja, tak in drugačen. Justina, pravi zdravo, prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi. Predlagam, da si ogledate dokumentarc Rojko Oriša. Justina, lepo, hvala za reklamo Rajkota Oriša, da delaš to pri meni. Me veseli, da deliš moje vsebine, me veseli, da komentiraš, me veseli, da od drugih prideš k meni promovirati vsebino. Super bi bilo, če bi kaj povedala, kako je kaj Justina s tvojimi lastnimi spoznanji okrog narcizma, ker tak način, kot si ga naredila, je značilen za podle ljudi. A bo šlo? A ne? Justi. Take džuserje jaz blokiram, tako da ti je jasen iz prve. Pizda vam je materna nedofukana. Kako morate toliko biti primitivni in misleč, da vas ne vidimo? Jaz ne hodim k nikomor promovirati svoje vsebine. A ne? Rajko Oriša pa poznam osebno in tudi on mene in če bi bilo to tako, potem bi midva se že kaj skomunicirala. A ne, Justina? A ne? Bo šlo? Monika, praviš, idemo ekipca, nema tu predaje, nema spavanja, dok traja obnova. Rečemo z Bogom, moja stara domača vas, prevarantov, manipulatorjev, ki so me 50 let držali v kremplik, da ne bi zrastel. In zdaj, ko sem, so jezni name.
Pa kaj, ćemo zdaj narediti? Jokat? Jaz ne. Ne joči Peter. Ne jokajte za mano zdaj. Nihče ne joka za mano. O, s Bogom zdaj, moja lepa dolenjska vas. Jaz sem bil za to, da delamo skupaj, pa očitno ta naša bodo mogli pogruntati. Luka, me veseli, da ti je mogoče tudi vsebinsko všeč moj pristop, da ti ni mogoče samo glasba, ker tudi ta Luka in ta tvoj komentar, ne, da bom še tebi malo dodam. Veš, prideš k meni na večerjo, jaz ti skuham, pripravljam večerjo, ovo se borim, da ti bo dober, ti pa rečeš, pizda imaš lep krožnik, stari. Taka je tvoja pohvala, odlična glasba. Zdaj, kdor ve, kaj sem povedal, ti pa verjetno ne veš točno, kaj točno sem povedal. Zanimivo, da v narcizmu ne moreš nič povedati, kako ga rešuješ, to je tisto, kar v bistvu jaz toliko kličem iz vas, pa ni nič, ne, nič tega, ne. Sabina, praviš Justini, da Matej pove preprosto resnico, ja, in Justina pač bo mogla zapustiti ta moj kanal, ker jaz če kaj sovražam, je pa to, že tako se borim, Kalev, da bi kam splezal, pol pa pridejo še na to en srad z vsebino, ki ni moja. Najprej podel mojo, pa smo pa naprej pogovarjali, ne? Okay, mislim, to je za moje pojme pripadnost, ne pa da prideš k meni promovirati nekoga drugega, pejte si pogledati tam unga, ovo. Jaz sem si precej stvari pogledal, zdaj, če te poslušate, če ne, počasi se mi zdi, da bom prišel do točke, kjer bom mogel zelo ozko izbrati, kajti jaz mislim, da je ogromen padalcev, želi takole še vedno ustvarjati neko kolektivni smer kampanj in negativni pristop in mislim, da bo treba tole malo locirati. Dvakrat moram prespati, pa bomo zrihtali, bomo malo odbili stvari. Miha, praviš, da mediji futrajo s tem, kar je najlažje, zato jih pa še toliko spi. Ja, čeprav smo šli iznad tega, drži, futrajo jih z negativo, zdaj pa to ni od včeraj, to ni 5 let, to ni 20 let, mediji lažejo od nekdaj, ne? Zdaj pa, kdor to do danes ni dojel, naj si jebe mater z moje strani, ker enostavno nimam več drugih, drugače več ne morem, mislim, vsem vse dobro, ljubezen za vse, drži stari, po drugi strani pa go fuck yourself, bež televizijo si peš požgat, pa spizdi od mene, da te ne vidim, ne? Ja, niso, drugače so zgrajeni tako, ne, Miha, oni ne morajo, sploh ker so drugače grajeni, njihova perspektiva je želja biti, škodoželje je njihova perspektiva. Igravci v Truman Showu niso želeli postati Truman, ker ne morajo biti Truman, ker niso Truman, ampak so igravci, ne. In ti igravci zdaj počasi zapuščajo oder in tako ostajamo v ospredju samo še Trumani in rečemo, kva pa je, z Bogom, draga slovenska, vas odjebite, jaz vas pustim primer, pa se zdaj futrite in ko kraljica zapusti kraljevino se suje in to je zdaj v tem primeru to, ne, ko pustiš vse skup, ajde pa pejte, ajde pa da vidimo, kako boš to zdaj brez mene, ko ne dam več nikakršne pozornosti ničemur, ne, je pa narobe. In tam ugotoviš svojo veliko silo. Čemu bi bil Truman Show, če ne bi bilo noter Trumana? Nič, ta Truman Show brez Trumana ni nič. Urška, praviš, da je oder postal neprimeren za vse tiste, ki ne delajo iskreno in iz srca, saj otroci potrebujejo avtentičnost. Ja, v bistvu jaz bom tako rekel, jaz načeloma v življenju svoje avtentičnosti nisem nikoli igral. Jaz nisem nikoli nikomu rekel, da nekaj sem, če nisem in da sem nekaj naredil, če nisem naredil ali obratno. Ne? In igra in oder, zdaj v bistvu jaz na odru nisem, tako da mogoče tale komentar ne gre skup. Oder bomo zažgali, življenje je življenje, ne? In ne moramo se iti mi... Zdaj, to je zdaj spet pa narobe prišlo, ne. Jaz sem hotel povedati, da mnogo ljudi igra, kot je Shakespeare rekel, cel svet je oder, a ne? Na katerem imamo mnogo igralcev in ti igralci, kot so zdaj Cija pa ostali psihopati v vašem lokalnem okolju, a ne, oni nekaj glumijo, a ne, in ta gluma fucking ne dela več. Kdorkoli je pač meni glumil, ne vem koliko časa, meni pač se glumiti ne da.
In zaradi tega je mnogo ljudi prišlo na piknik, pa je zginil pol iz daljave, ker so mi prišli glumiti, da so duhovno prebojeni, da delajo na sebi, pa nekaj, pol pa so pa zginili. Ne? Torej so glumili ali kako, ker če bi dejansko delali na sebi, bili še danes skupaj, ne? Ljudje se niso od mene umaknili, zato ker sem jaz jim kaj hudega naredil, ne? V življenju, prej kontra. Sebe sem razdajal vedno, a ne? Pa so se ljudje umaknili zaradi tega, ker so videli, da pač so v glumi prepoznani, a ne? In avtentičnost je edina stvar, ki bo še pelala in igralci pač enostavno ne bodo mogli več glumiti nam, torej ta narcizem kot tak, ta NPC kot taki ne morajo nam več kopirati našega preporoda, ker to je enostavno prehiter. Do zdaj smo še nekako delovali po nekih predvidljivih reakcijah, zdaj pa so naše reakcije toliko zelo nepredvidljive, da ne morejo več sploh skomprehendati, kaj se nam dogaja v čebuli. Absolutno pa svet potrebuje avtentičnost in to je tisto, kar se išče. Vitali, dobro jutro in Monika praviš, da ekipca živzi, da gremo naprej in Sabina praviš, da ko bodo sodelavci zla dojeli, kako so jih oboroževani nategnili, bodo debelo gledali. Too late bo takrat. Ja, denarčki so tako, Luka pa se ne ukvarja z narcisi, ker rad živi mirno, odlično. No, viš, Luka, ker precej lepo si povedal, da rad živiš mirno in se ne ukvarjaš z narcisi. Zanimivo, kje pa živiš, Luka, da ne srečaš nobenega, ki bi ti motil življenje mirno? Kje pa to živiš, da imaš tako mirnost, da v bistvu, to imaš en krasen recept pravzaprav, kako pravzaprav rešuješ gibanje po svetu, ker narcis je načeloma tak, da ti stopi na pot vsakemu, ki je v svojem. Narcis zagleda, kdo je meren in ga v bistvu naredi nemernega. Zato moraš biti konkretno močen človek, da znaš ta narcizem lepo ga odpeljati. Zato, če imaš tak recept, pol je več kot zaželjeno, da ga deliš z nami, ne? Ker narcizmu se ne moreš ubežati drugače, ne? Moraš se z njim zahakljati, pa mu glavo odtrgati, druge enostavno ni. Ker če ne, to rine vate do nezavesti. Ja, čakaj, koga je rekla sem pa, prepozno, sedaj pa je čas, da se nujno polno paro koraka naprej in ne ozira se na vse. Kdor se pridruži prav, kdor pa ne, praviš Monika, res je, tukaj korakamo, kdor gre zraven, odlično, kdor ne, ne. Seveda pa je filter tisto, kar je z nami, ker glumci enostavno ne morejo več se glumiti. Če pogledamo mi parlament, kongres v Ameriki, kaj jim dogaja, ne morejo oni več glumiti svoje mržnje, ne? In seveda Trump je tisti, ki reče, ti ja, ti pa ne, ti to, ti pa to. Praviš, Eva, da igralci trumoma zapuščajo oder in čas je, da za prevetritev tako glavnih vlog kot vsebine dogajanja. Res je. To je to, kar se dogaja v prebujanju človeštva, enostavno celotno človeštvo je v dvigovanju zavesti in glavni akterji so že odpadli. To spet vidimo v Ameriki, da demokrati zdaj samo še te zadnji papki odpadajo in finance so tiste, ki bodo dokončno odpihnile vse upletene igralce. Ja, vsak dan je več teh razkritij in vsako razkritje je nič drugega kot trigger, kot začetek prebujanja, torej bomo rekli bridko spoznanje, ne? Kot je prej Sabina rekla, to bo, kako že, bridko spoznanje, too late, ne? Too late za marsikoga. Jaz bi želel, da ljudje v bistvu predčasno spoznajo, da je možno se spreobrniti, da je možno, da gremo skupaj naprej, ampak to pomeni priznanje ter avtentičnost sprejeti in furati naprej, a ne? To pa ja. Igre pa če enostavno ne kupujemo več, a ne? Zaradi tega, ker smo jo prepoznali, ne? In tako. Luka praviš, da je težko na vsakem koraku ja, tudi prijateljev je malo, ampak verjamem v dobro. Res je, Luka, jaz sem za to, da smo v dobro, ampak jaz sem za dobro vedno bil, ampak ta kurbarija narcistična se ti
predstavlja aparatu, pol ti pa nož šikne v hrbet. Zaradi tega je narcizem nujno prepoznavati. Jaz imam tudi rad mirno življenje, daleč od tega, da bi se želel boriti, pa v bistvu sem ugotovil, da moraš prepoznati, kdo glumi, kdo ne glumi in kako ta gluma poteka in kako izgleda izdaja in tako. Tudi praviš, da tudi ti živiš mirno, pa se vseeno popajo name, glih zaradi tega sem uspeva in pa ne več, tako, to je to. Tudi jaz imam rad mirno življenje, ampak se kurbe glih zaradi tega, ker hočem mir, oni zapopajo, ne. Zato, Luka, je to gre malo kontra temu, kar si v štartu rekel. Veš, tako da imate občutek, da jaz zelo pozorno berem, kaj mi pišete. Zato morate biti pozorni, kaj mi pišete, ker mi se ne gremo več čunga, lunga, banane, ovo, rekel nekaj, mislil sem pa to, mene se pač ne da več na to furat in tudi v prihodnje se ne bo dal nobenega. Ti, ko greš se s Trumpom nekaj pogovarjati, je črno ali pa belo in tako, ki je Zelenski prišel, mislil, da bo malo zdaj tako malo krog obrnil, ne boš, ne. Pač, empata, ki se opolnomoči, se pač ne da več pelet s cat. No, pa celo življenje so me vozili s cat, da ne bo pomote. Torej, nekako sem dokaz, da se da preživeti, ne? Da se da spreobrniti oziroma ojačati to in prepoznavati. Ne? Miha, praviš, da so vse posok okrog nas in nas poskušajo zatreti in nas neprestano preizkušajo Tako, preizkušam tisti, ki imamo hrbtenico, se jim ne damo. Tako je, tisti čistko so okrog nas, ampak ja, seveda, o tem smo se veliko že pogovarjali, narcizem je grozna stvar in to so psihopati in o tem je treba ljudi ozaveščati in tako. Nujno. Sabina, praviš, imaš zemljo pisano nase, ne smeš z njo nič početi, kar glumci ne dovolijo, je torej ta zemlja res moja. Aha, praviš, da imaš zemljo pisano na sebe, pa ne smeš z njo nič početi, ker glumci ne dovolijo. Je ta zemlja res tvoja? Ja, no, ni, ne. Oni upravljajo tudi s tem, mislim, načeloma ti invaderji, ne, so uleteli v Ameriko 500 let nazaj, ne, in so rekli, tole je moje, tole je moje, tole je moje, tako nas uči zgodovina. Ne. Kako zdaj to naenkrat tvoje? Indijanci so rekli, zemlja je naša, od vseh. Pogani so rekli, zemlja je naša, nikjer ne piše, kater pogan je bil lastnik katerega kosa zemlje. Niso oni to zemljo tako razparcelirali. Ne, to je stvar temačna žal, ne, in oni pogojujo, kaj se na zemlji dogaja. In se moramo zavedati, da ta globalna prevara je stara mnogo časa, ne, in zelo dobro bila strukturirana, ampak imela je pa svoj konec, bridki konec, ne. Vitali, normalno v tem svetu s takimi ljudmi, da vedno čakaš nož v hrbet. To je že od nekdaj bilo. Ljudje so prinesli Biblijo, pa so rekli, to je knjiga, to rabite, pa so te pa na križ nabili, če nisi prav kaj rekel. Ne? Torej, to je od nekdaj že tako. In cajte, da se zbudi familija. Hvala lepa vsem za vsa darila, ki jih stresete tekom. Sabina, praviš, da veliko je očitnih dejstev, kjer se z gotovostjo da prepoznati prevaro storjeno ljudem. Tako je, ta udejanja so zdaj čedalje bolj očitna. Prevara več ni kar tako, kot je šla včasih čez, zdaj prevara ne gre kar tako simple čez. Sploh ne gre več. In kadar prepoznaš prevaranta, je stvar zaključena. Jaz ne vem, kako čem to še bolj objasniti, ne. Itak smo pozorni, praviš, prozorni so, skoznje se vidi vsa gluma, vse vidi, ne vem, kako ljudje gledajo, da ne vidijo, tako je. Jaz mislim, da samo še narcisi upajo, da v bistvu niso vidni, ampak to ne drži. Ne? Oni upajo, da niso vidni, ampak to ne drži. Zdaj, kako jim bolj jasno napisati, da jih vidimo? Govorica telesa pove vse. Pogled, kam je usmerjen, a je v očeh življenje, da ali ne. Takih primerov sem jaz videl v zadnjem tednu kar nekaj. Pa nobenemu nič ne rečem, pač gledam, ne. Mislim, da je marsikomu kar prišlo počas v betino, da bo treba nekaj narediti. In to je v bistvu tisto, kar proži drugi val prebujanja v tisti pravi naš jaz. Dobro, eni se bodo začeli prebujati, eni pa bomo elevatali, eni pa gremo štuk višje, ne?
eni smo se že prebudili ta prvi del, eni pa gremo štuk višje in to je tisto, kar je pred nami v naslednjih dneh, naslednjih tednih. Sončni prisotnost kozmike, kozmičnih flerov, sončnih flerov je noro velika. In marsikdo izmed nas bo v naslednjih dneh se srečeval. Torej, govorimo o dveh nivojih. Jaz sem to, kar se zdaj dogaja, to, kar se bo zdaj začelo dogajati ljudem, sem jaz predeloval 3 leta nazaj. Jaz grem pa zdaj pa v en štuk višje, oziroma sem že, kjer v bistvu ugotavljam stvari, po katerih pa zdaj vam nima niti smisla razlagati. Zagotovo vem, kam se premikamo, zagotovo se zavedam čedalje bolj svoje veličine in se zavedam, da idemo, a ne? In nekaterim lahko rečemo you will never know. Tako je rekla Imani. 7 minut manjka do 8:30 in čist prekratka pauza in Imani. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no, no, you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no, 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 you'll never know. No, 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 you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no, no, you will never know. I will never show what I feel, what I feel, what I feel, what I need from you, no.
I am who I am. Sem, kdor sem. Pa si res? Pa si res to, kar si? Mnogi ljudje si lahko postavijo to vprašanje. Pa sem res? I am who I am? Ker to trditev, I am who I am, lahko izgovori le avtentični človek. Da je to trditev. Lahko pa svašta reče, sem kakršen sem, jaz tak k sem. Ja, tak k so stari, tudi sem jaz pogrunil tudi slažnivc. Ne, kaj pa zdaj? Ne. I am who I am in I have power in myself. Imam power I have power in myself or in myself, torej v samem sebi ali v vsaki celici. V naših celicah je atomska energija, se pa je vendarle vsaka celica sestavljena iz atomov, dragi moji. In znotraj teh atomov imamo naš DNK in v DNK-ju je zapisano vse. Kompletna preteklost. Jaz sem svojo preteklost najdel med pustom, kaj pa to je neka baterija, srčna baterija prišla. Hvala lepa. Jaz sem svoj DNK zapis začel odkrivati preko prispodob, ki jih je meni v mestu, kjer sem se pač rodil, torej Cerknica, dežela mask in karnevalov, sve tajne karnevala sad ja znam, kajti to je vse slika prispodob in prispodobe so takšne, drugačne in slednje ter zadnje ter prve in vse to izhaja iz tega, kar smo pred časom naštudirali, da v bistvu prek simbolika jih bo izdala in simbolika je izdala tudi poti do naših poganov in prav zaradi tega je meni še kako zelo pomembno, da se zavedam, da mi smo se večkrat pogovarjali, Slovani, slovanski duh, pogani, poganski duh, ne gre za pogansko deželo, niti slovanska dežela, sej Slovan si tudi, če si v Nemčiji, si še vedno lahko imaš slovanski duh, a ne? In tudi v Ameriko gre lahko Slovan, a ne? Gre za duh slovenski in slovanski, torej po nečemu smo združeni daleč, beyond bom rekel, rasa, denar, pozicija, kaj se vem, whatsoever, povezani smo na nivoju duha in to je tisto, kar prebujamo znotraj sebe in temu se reče veliko masovno prebujenje in jaz se pravim, sem se v to zbudil malenkost prej, zaradi tega, ker sem si to močno srčno želel, zaradi tega, ker sem si želel razumeti, zdaj pa se v naslednjih oziroma v teh, bom rekel, v zadnjem mestu recimo, se začenja prebujati vse več ljudi, kaj ti prepoznavajo, da jim igra razpada, po drugi strani pa no money, no funny, no money, no game, no gam, ne? Gam je pa nekaj strupenega, ne? Gem je, kaj že, virus, parazit, ali kaj že, gem, nekaj bakterija, neki bak. In tako, po drugi pa strani pa smo večkrat slišali matrica kot nekaj računalniškega in mi smo tisti, ki programiramo okolico okrog sebe in matrica je tisto, kar se da sprogramirati. Do sedaj je bila sprogramirana v negativo, čas je, da vsaka vaša pozitivna misel, vsak dobronamerni dobronamerno dejanje programira matrico v nekaj lepega in lepšega, kot je bilo. Torej brez strahu, sramu, občutka krivde, mržnje, sovraštva, maščevanja, vse to je tisto, kar morate zažgati in pustiti za sabo. Jaz upam, da vam je to pršel pod kožo, da se vam je prilezel pod kožo, da enostavno morate zapustiti stvari za sabo, ljudi, odnose, situacije, konc koncev lokacije in iti svojim putem iz naslova avtentičnosti. Prav? Evo, mogoče še ta beseda earth je zelo blizu besede birth, ne? Earth, birth in zemlja kot taka rojeva in je plodna in je rodovitna in zaradi tega ji lahko rečemo mati zemlja. Kot energijsko nekaj, kar rojeva, pa vendarle je tudi vsak izmed nas nekaj, kar
kar je plodno. Plodne so misli, ali so misli plodne, ali so destruktivne. Jaz upam, da večji del poslušalcev med nami ima plodne misli in ne misli, ki so destruktivne narave, kar je seveda značilno za vse artificial NPC-je in sprogramirane narcisoidne osebke. A ne? Kaj vse se dogaja v ozadju, mi absolutno ne moramo vedeti, lahko pa vidimo neke posledice teh posegov in sem trdno prepričan, da bodo v naslednjem mesecu zelo dobro začutili mnogi ljudje, ker jim ne bodo preletele obljubljene finance, ampak ne tiste, ki so vidne, javne in tako, ampak tiste kuvert varianta, a ne? In tako, bomo videli, naj čas pokaže in to bo za njih točka spoznanja, da so popušili. Zdaj lahko odhajajo počasi iz odra, pa vendarle to je seveda s sabo potegne tudi, da se posloviš od hudičevega denarja, ki je seveda vodil, da so ljudje delali ne tisto, kar so želeli, ampak tisto, kar so morali. Ja, 5 minutke čez 9:30, odkole se premikamo v sobotno jutro, ko v isti sapi praznujemo 8. marec in vsem ženskam, levinjam, bojevnicam, ženam in ženskam. Praviš, evo nas nazaj, motilniki že želijo nas motati in uverati malo z internetno povezavo, zelo se opravičujem vsem, ki pač trpite slabo povezavo, ampak jaz boljše ne morem investirati, pač to je najboljše, kar lahko imam. Torej, nekje drugje se dogajajo motnje, da vam kaj kako in drugače prekinja, ampak pustimo stati, tako pač je. Tank, moramo iti nazaj, da ko bodo ljudje videli, kako brezplodno so v sebi gojili, kaj si počel, pa vendarle, vse tisto, kar so oni želeli prizadeti empatom in so tudi jim, no, pri meni je bilo malo drugače, se jim to zdaj odbija nazaj in sami doživljajo vse tisto, kar so želeli, da bi doživeli mi. Torej, mi smo s svojim delom na sebi postali močni in te stvari lahko prenašamo, oni pa ne. In te stvari, torej vsi witchcrafti, ves humiliation, vse to se zdaj dogaja njim. Jaz sem mu na to opozarjal, jaz ne želim nobenemu nič slabega, ampak nekaj je tak zakon vesolja, ki pravi, ne smeš delati mojim izbranim otrokom, ne smeš delati slabih stvari in to so ljudje opozorjeni, pa so se na to požvižgali, zdaj pa to doživljajo, ker se jim ne da nič dopovedati, morajo to začutiti s palco, ampak to ni kazen od Boga, to je tisto, kar so sami sebi naredili, Bog je dal samo odmev nazaj pošiljatelju, a ne? Vitalij, praviš, Sabini, svobodna volja je vsakemu dana, resnica je osvobajajoča, ampak boleča in to je proces. Vitalij, se strinjam, oni so po svobodni volji delovali proti življenju in ko srečaš, da v bistvu to ne peljem kamor, dobiš po klamfi, ker nekako je pač treba ljudi ustaviti. In ja, imamo svobodno voljo in moja volja je bila vedno svobodna izbira, ta, da delam dobro, v dobro sebe in dobro drugih, nikoli slabimi nameni, ampak jaz sem mislil, da smo vsi taki, pa je žalostno in grenko spoznanje, ko vidiš, da temu resnično ni tako, a ne? Vedno, ko slišim ta komadič, se spomnim, kako je na odru Bossa plesala Caro Emerald, to ima Teleja pa Sabina, zaljubljeni v pevko Caro Emerald, le poglejte si jo, krasna naša prebujenka, avtentična punca, ki je šla bosa na odr, tako kot jaz bosu vodo. Ta bosonogost nekaj sporoča, tako da nič bat nisem šel džabe bosu vodo. Jaz sem jim že sporočil, pa sej pravijo že po novicah, da so ljudje pozorni na vsak najmanjši detajl. Edin mene spregledajo, edin mene pa ne vidijo. Pa genocida tudi ne vidijo. A ja, pa izdaje, prevare, laži, to tudi ne vidijo. Vidijo pa najmanjši detajl, ne. Kje si ga ti narobe naredil, kaj to pa vse vidijo, ne. Zato, da te lahko haklajo. Ampak izgleda, ker me ne vidijo ne v dobrih, ne v slabih delih, to nakazuje, da ne delam nič slabega, nič tacga, za kar bi me lahko zahaklali. Evo ga, stoična, eterična drža. Marjana, praviš, da je vsem dano videti, zakaj ne vidijo, pa vsak sam zase ve. Tako je. Vsem je dano videti, zakaj pa ljudje nočejo vedeti, bodo pa že sami vedeli. Ne, kaj, jaz se ne bom z njimi pretirano bockal, a ne.
Na nas je svetiti direktno v srce in tretje učko, naj spregledajo v dobro vseh nas. Marjana, jaz sem za, moja ideja je, sveti še močneje, še bolj na glas povej, ne bomo se več skrivali, ne bodo se več skrivali, ne bodo več se delali bebave in šašove in imeli nas v isti sapi za šašove. Jaz sem se včeraj zazrl v arhitekturo konc koncev v Cerknici in zaznal, da je to del matrice z namenom nas držati v narobe. Torej, ogromno je očitnih znakov, nekateri igralci se lahko umaknijo, nekaterih stvari pa ne morejo umakniti čez noč. In to je tisto, kar v bistvu so zajebali, ne. Miha, praviš, ko si omenil Slovane, pa moraš omeniti, beseda Slovan je v bistvu samo popačanka. A dej kurc, Miha, dejmo se spotikati, no. Ti spadaš zdaj v kategorijo unih, ki pravijo, da se ne sme reči resnica, ampak se mora reči, da res je da, ne, mislim. Kurc pa popačanka, prav pa ne bo popačano. Kaj pa beseda pogani pol, Miha, no, dajmo polič se zahaklati v neko nepomembno stvar. Imaš duh slovanski ali ga nimaš? Ali kakšen duh imaš? Daj pa pol mi pa z te strani povej. Aj, Miha, ga tudi pihaš, veš. Ga že cel jutr ga toliko pihaš, da že skoraj te ne morem več resno jemati, ne. Sloveni, Slovani, Slovoni, Slovenci, drugače pa treba razmišljati o slovkah, ne. Živi duh slovanski, duh slovenski, duh slavonski je čisto vsem kurac. Mislim, da nam je jasno, da se ne pogovarjamo o Indicih, Indijancih, ne vem, Keltih in tako. Mislim, da nam je jasno, o čem se pogovarjamo. Lahko pa seveda razdrobimo in zadebatiramo se o tem. No, ajde, Miha, da pojemo pa do konca. Odkje pa izvira ta beseda? Kaj? Če je Slovani popačanka, pol nam daj enlighten us, da nam bo vsem jasno, da bomo prav razmišljali. V svobodnem duhu se pogovarjamo, zdaj se bomo pa lovili, ali beseda res daje, res ni, da ce, pičku materinu starinu. Kaj pa beseda I am, imaš? Or are you not? To so take stvari, ki v bistvu ne rešujejo ničesar, Miha. Kaj nam pomaga zdaj ta tvoja beseda Slovani je popačanka? No in kaj že spet? Ne? In kam bova zdaj prišla s tem? Meni se zdi, da nikamor, ne? In to je namen v bistvu ti zaviralcev progresa. Zdaj, ali si toliko še sprogramiran, ali v bistvu to načrtno počneš, to boš pa bolj ne sam vedel. No, vidiš, pa so prišla, ne? Mislim, da se mora človek toliko časa predrkavati z nekimi pajaci stari, pa je pa užaljen, pa ajt pa neki. Mislim, da 65 krat popravil, kurba, najprej bi s konoplje se gradil, da pole beseda Slovani ni prav. Kaj spol tle se znajdu, bejš iskati stvari, kaj je prav, pa bejš Slovane študirati, pa naredno daja, pa razloži, kako je beseda Slovani prav, pa ni prav, pa ne vem kva. Ne, če se ne bi naravno pretirano pregovarjati, a ne? Jim že, Sabina praviš, ne, jim že ne paše fašizem, jebem te kolesa. In bumerangi padajo k divji, a ne, Polona, se strinjam. In se mi je všeč, ker zelo hitro opazujete tudi dve punce, vsem preizkutenim oviralcem sporočam, globoko boste obžalovali to poseganje v ljudi. Bravo, Sabina. In Polona se ti pridružuje, mnogi bodo obžalovali to, da so počeli, kar so počeli, misleč, da niso vidni. Tudi Miha je mislil, da bo lepo pršel, ampak je glih tako končal na blok, kakor ostali primitivni lešniki. In zdaj vsem, ki ste v življenju, oziroma ki ste z mano nekaj časa, predvsem na TikToku, se mogoče spomnite, koliko teh lešnikov, koliko teh napadov smo imeli, teh bizarnih in tako. Vse to so bili igralci postavljeni za to, da motijo. Danes lahko rečemo, da je teh igralcev manj, nekateri smatrajo, da so ful hudi kot popar, ne, to tako kot ta Miha, ampak enostavno lahko vidimo, da zapuščajo oder. Na koncu je rekel, ajde, grem, ne. In jaz mu rečem pa prav, blok, mislim, too much.
vse dobro, ampak motnje ne kupujem in zaznavam, kaj je motnja in kaj je sodelovanje. In to bi mogel vsak, ki me vsaj malo pozna, že vedeti. Ne? Da pa prideš prvič k meni kot nekdo, ki te prvič vidim, pa mi pamet soliš in pa bi človek že v štartu mogel vedeti, da gre za rdeč alarm. Ne? In kot veste, punce po večini že v štartu vemo, kam pa staco molika. Ne? In to je tudi eden izmed dokazov, kako zapuščajo oder in odhajajo stran v svoj nekam, ki nima veze. Ne? Eto, stoična drža, praviš polona, užaljen, pol pa na drevo, pa cmer pa jok, pa cmer pa jok. Ne? Ja, kar mislim, da bomo videli precej jokanja, predvsem zaradi tega, ker je na nas, da pokažemo, kaj je jasna meja, kaj pomeni no go. Trump je zgolj vzorčen primer, kako se to reče v ameriški politiki. Vsak izmed nas pa je lahko sledi. Ne zdaj, da mu sledimo tako, ampak da vidimo, kako se to dela. In to naredimo v svojem lokalnem, v svojem okolju, ne lokalnem, v svojem okolju, ne glede na to, kje se premikaš, si ti tisti, ki postavljaš jasne meje. A se jih znaš držati, ja ali ne, je pa druga stvar. Ampak seveda mi že vemo, da komur postaviš jasno mejo, se on takoj postavi v vlogo žrtve. A ne? In jok, cmer je precej značilno za te, ki igrajo vlogo žrtve, ampak mene to več ne gane. Demokrati vsi igrajo vlogo žrtve, zdaj boste videli, kako bodo naši politiki vsi zaigrali vlogo žrtve, kako so oni morali ubogati, ja, ampak oni niso morali ubogati zaradi tega, ker se to ne bi splačalo. Ne? Vsi so verjetno kje kaj dobivali zaradi tega, da so delovali, kot so delovali. In meni je precej jasno, da mnogo ljudi na tem svetu je podkupljenih in mora delovati, kot deluje, torej oni več svobodne volje nimajo, ker hudič je točno tisti, ki reče, nimaš več svobodne volje, tle imaš denar, zdaj boš pa delal tako, kot sem ti jaz rekel. In to je tisto, kjer v bistvu na koruptivnost ljudje padejo, ne? Na denar, na čast in na spolnosti tle je padel večji del populacije in to je Satan zelo dobro vedel, da kje človek hiter pade, a ne? Ampak nismo vsi taki, ne? Nekateri pa kar znamo ustrajati in kar znamo biti ustrajni pri sebi, a ne? Žibert, dobro jutro, zdravo, lepo pozdravljen. 15 minut pred 10, ko se pogovarjamo o tem in onem, kako igralci zapuščajo oder, po katerem so plesali in nam predstavljali predstavo, ta cirkus, ki je bil daleč od tega, da bi bil smešen, bil je grozen, bil je narave, uničenja, a ne? Njegov namen tega cirkusa je, da je uničeval in celo nas zavajal, da smo mi z njim uničevali, če drugega ne, gojili mržnjo, jezo, sovraštvo, kar vsekakor ni naravno človeku in ni naravno času, v katerega vstopamo. Knjiga Razodetja pravi, da smo na koncu. O prebujenju se pogovarjam vsaj jaz 12 let, zadnje 3 leta zelo aktivno. Dvig zavesti je nekaj, kar v bistvu bi tudi ljudje že mogli slišati. Razkritje generalne prevare in generalnih prevar, o tem bi mogel vsak že kaj vedeti. Delati se neumnega v bistvu človek tudi izgleda, bebavo in šašavo. Po drugi strani pa nam dokazujejo tisti pol, ki je kontra življenju. Takih ljudi ne moramo spreminjati. Od takih ljudi se moramo distancirati. Ni možno jih prebuditi. Vsak se bo prebudil sam. Če se niso mogli zdrzniti, ko so videli nepravičnost pri drugih, se bodo zdrznili, ko bodo videli nepravičnost pri sebi. Ko bo do njih prišla nepravičnost in ko bodo sami pogruntali, da z nepravičnostjo ne dosegajo željenih rezultatov. A ne? Jaz mislim, da v Cerknici marsikdo se bo udaril z glavo v zid, ko bo ugotovil, s kom se je zahaklal, kdo pravzaprav je tisti, s katerim so se probali zahaklati. Ne vračam jaz udarcev daleč od tega, zato obstaja karma, pa ko smo glih pri besedi karma pa dharma.
A veste, da vsi nekako imamo, karma je nekaj, kar se ti bo vrnilo. Ja, nekaj, kar se ti vrne, kot odmev tega, kar daš, to dobiš, a ne. Ampak, če gremo malo z drugega kota pogledat, eni imajo dar, eni pa kar imajo, kar ima. Če ima v sebi mržnjo, kar ima, on ne more ponuditi več, to je vse, kar ima. Vse, kar ima, je to, kar ima, in to je srd, jeza, zavist. To je to, kar ima. Ne karma, kar ima. Nekateri pa imamo dar, eni pa dar ima, a ne? In eni bi bili, tisti, ki kar imajo, bi bili to, kar smo mi, torej pa Biblija pride čez, ne? Torej, morate se zavedati malo teh iger besed in tako. Čakaj, grem nazaj, tak. Zapuščajo oder, ker smo sneli zaveso in se nimajo več kam skriti. Ja, ta tančica ta zavesa se tanjša in enostavno ne more se več skriti. To je, tako se zdaj skrivajo, kot 3-letni otrok. Ni, čečka, ne, kako da ne, če te pa vidim. Največji trigger jim je pa ljubezen in spoštovanje, v tem kontekstu se spotaknijo takoj in se ve zakaj. Bogi ne premorejo ljubezni, ja, oni so ubijalci ljubezni in jasno. Eva, lepo soboto, uživaj na pevskih vajah, lepo zvatite, da boste lepo peli, ko bo čas za to. Dejansko pa so prepričani, da so kot ovce varni v levjem brlogu. Ja, še vedno v prepričanju, da je kako, da jih ima pastir zaprte v ogradi, zato da jih ne bo volk pojedel, ampak jih bo pastir, ne. Tako ovce še vedno niso dohvatili. Kakorkoli, jaz enostavno ne morem, toleranca se mi zmanjšuje, v isti sapi želim vsem vse dobro, ampak na bullshit imam nikakvo toleranco, nema. Tako, kar ima, dar ima, čisto vse se da razločiti in razumeti po butajsko. A ti je všeč, a ne, Sabina? Ja, en kar da, kar ima, to da. Pa ne govorimo o denarju, pa o materialu. Nekateri nikoli ne morejo dati ljubezni, pa to verjetno vsak izmed nas pozna, da narcis ne daje ljubezni. On vse z drugimi možnimi stvarmi te kup, z ljubeznijo ne. In empat ugotovi, da v bistvu, slejkaj prej, da v bistvu je skozi dajal ljubezen, pa jo nikoli ni dobil. Ja, zato, ker jo narcis nikoli ni imel. Ne? In ta butalska razlaga vedno pije vodo in ko mi čakam, da jo dobite, da jo boste prebrali to Biblijo, ker točno to je ideja, da vas uči razčlenjevanja besed v ta, bom rekel, drugi kos, v drugačno razmišljanje, ampak ja, tako kot sem rekel, jaz sem to hotel narediti pred pustom, pa je neka višja sila rekla, Matej, pust, ne petljaj se, oni imajo svojo knjigo, ne jim zdaj stori in boš obdelal njihovo, pa boš obdelal pol svojo, noben ne bo zaradi tega umrl, jaz sem si ful to želel 2. marc, da izide, pa sem hotel nekak letake talati, pa sem rekel, ne petljaj, ker točno to je neka točka, kjer bi te radi ujeli, vse okoriščaš z našo prireditvijo, pa sem rekel, ne bom se šel tega brez veze. Tako da naslednji teden pa jaz upam, da prileti v vaše nabiralnike, to je moja srčna želja. Dragi moji, želim vam prečudovito soboto, 8. marc, nikoli še ni sonce tako žarelo, a ne, pač je korona priletela, pač je rožce, pa baterije, vse so, hvala vam za darove, vsem na tak in drugačen način, hvala vsem za podporo in support. Res bi želel, da pridete se na radio kaj novega naučiti, kaj novega razumeti. Res mi ni catch, da se hodite naslajati, pa napajati, pa od tega nič odnesti. Ne odnesti tega v svoje življenje, ne tega vnašati v prepoznavanje življenja, to mi ni point. Res bi si želel, da v bistvu nekaj odnesete ven, da greste v sobotno, nedeljsko in ponedeljkovo jutro in dan močnejši, pogumnejši, odločnejši, da imate kaj več zagona, elana, spoznanja, zavesti, širine, prepoznavanj, predvsem pa tega, da se ničesar več ne bojite. Ne? Želim vam vse dobro v soboti, jutri je nedelja, ko se vidimo spet od 8. dalje, upam, da pridete zraven. Bomo naštudirali kakšno novo tematiko, meni se bo do jutra zagotovo mnogo stvari zgodil. Prvi vas boste pa sami vedeli, ali se kaj zgodilo v zadnjem mesecu, ja ali ne, ali se ni nič. Ne?
Uživajte, lep dan želim vsem, rad vas imam in vse dobro vsem. Pa pa. Tout disparaîtra, le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Ces parfums de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, infinité de destins, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Danima već kiši, ja iz dura opet odlazim u mor i ne znam više kako. Od srca se ne smijem predugo. Sasvim krivo vrijeme za mene. Prolazim
bez potrebe. Nisu šanse svima jednake, ne možeš od istine. Prostite na smetnji, i ja bih rado nešto veselo. Nema dobrih vijesti, gorko valjda traži lagano. Sasvim krivo vrijeme za mene, prolazim bez potrebe. Sve su boje sivo, srebrne, čekaš ljeto